Pozdravljeni lepo, hvala, ker ste se odzvali. Minister bo najprej predstavil vse te zakone, pa bi pol prosila za vprašanje, ko bo končal. Hvala lepa. Danes je Vlada Republike Slovenije sprejela predloge treh zakonov. Zakona o spremembah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o gimnazijah ter Zakona o strokovnem in poklicnem izobraževanju. Vse tri pošiljamo v parlament, kajti jasno je, kdo je zakonodajalec v Republiki Sloveniji, to je na koncu vedno parlament. Zdaj, najprej glede ZOFI-ja, tako imenovanega ZOFI-ja. Zdaj, ideja ZOFI-ja, kot veste, je, že nekaj časa se trudimo vsi skupaj, da bi rešili ustavno odločbo. Ta naš predlog, ki ga je sedaj potrdila Vlada Republike Slovenije, gre v smeri tistega, kar mi razberemo iz odločbe Ustavnega sodišča. In to je financiranje obveznega dela programa v 100%. Seveda je pa potem naprej vprašanje, kaj se zgodi z razširjenim delom programa. Glede na to, da zakon o osnovni šoli, ki seveda ni napaden zakon v okviru te odločbe Ustavnega sodišča, glede na to, da zakon o osnovni šoli govori o tem, da oziroma sploh ne opredeljuje razširjenega programa za zasebnike in da je mogoče javno veljavnost zasebnega programa pridobiti tudi brez opredelitve razširjenega programa, mi pač menimo, da zaradi tega razširjen program ni upravičen do financiranja v zasebnih osnovnih šolah. V tem zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja uvajamo tudi nekaj drugih zadev, kar se tiče financiranja zasebnih šol. Prva je seveda ta, da bomo poskušali urediti pogoje, kdaj sploh pride do financiranja zasebnih šol. Pri tem je pomembno poudariti nekaj. In sicer, da ne gre za to, in seveda tega nočemo, da bi kakorkoli omejevali zasebno pobudo. Zasebna pobuda mora biti, zasebna pobuda je prav, da je, in s tem za zasebno pobudo kot tako ni nič narobe. Se pa vsaka država posebej odloča, do katere mere bo pa seveda to zasebno pobudo financirala in kaj bodo vstopni pogoji za to, da bo ta zasebna pobuda lahko financirana. In to, kar mi zdaj, kar Vlada Republike Slovenije z tem zakonom predlaga, je pač 100% financiranje tistega, kar se imenuje obvezni minimum in kar je opredeljeno v zakonu o osnovni šoli, ter seveda nefinanciranje razširjenega programa za zasebnike. Da bo zadeva čisto jasna. Za javne osnovne šole je v zakonu v osnovni šoli opredeljen seveda tako obvezni, kot seveda tudi razširjeni program. Medtem ko je za zasebnike opredeljen nekoliko drugačen obvezni program, razširjeni program pa seveda ne. Mi smo kar dosti poslušali vse te kritike, ki so bile v preteklem mesecu, ko je bil zakon v javni obravnavi, tako da smo tudi spremenili nekatere dikcije in Vlada je to danes sprejela. Dikcije, ki so spremenjene, se nanašajo glede števila obveznih predmetov. Slišali smo to kritiko, šli smo na vsebino, torej zasebni programi osnovnih šol morajo pokriti vso vsebino predmetov, ki so sicer v javnih šolah. Potem šli smo tudi na to, kdaj nekdo sploh pridobi financiranje, torej ko ima dva oddelka in tako naprej. Tako da, kot rečeno, en del je financiranje in drugi del je tisto, kar se imenujejo pogoji za to, da bo financiranje lahko teklo. Z vidika kvalitete in z vidika spremljanja kvalitete seveda uvajamo tudi to, da za nove zasebne programe, ne za že obstoječe, ampak za nove zasebne programe
bo poslej, tako kot za šole, ki so tuje šole pri nas, tekel tako imenovan postopek evalviranja. Skratka, stalen postopek evalviranja, v katerem bo Zavod za šolstvo kot pristojni organ izvajal evalviranje po razredih, tako kot tudi vzgojno-izobraževalni proces teče. In potem bo seveda na koncu izdana tudi evalvacija s strani zavoda. Sedaj je namreč veljalo, da je nek zasebni program šel večinoma samo skozi sito strokovnega sveta in potem ni imel tega spremljanja. No, sedaj uvajamo to spremljanje zgolj in samo z vidika seveda zagotavljanja kakovosti. Če smem mogoče še par besed reči glede na kritike tudi, ki so bile podane in marsikatere od njih, se pravim, smo slišali, ki so bile podane v javni razpravi. Velikokrat je bilo izrečeno, da z nefinanciranjem razširjenega programa, da bo prišlo do tega, da ti učenci ne bodo dobili popolne izobrazbe. To seveda nikakor ni res, zato ker doseganje ciljev v vzgoji in izobraževanju ne more biti in ni povezano samo z polnim financiranjem razširjenega programa. Je še marsikaj drugega tisto, kar prispeva k temu, da so cilji v vzgoji in izobraževanju doseženi. Rad bi tudi povedal to, da je v tem procesu usklajevanja, da smo tvorno sodelovali z drugimi resorji in pa seveda tudi s koalicijskimi poslanci. Služba vlade za zakonodajo je imela nekaj pripomb, večino pripomb moram reči, da smo zgledili, ostaja ena, to je tisto, ki je posledična pripomba, jaz rečem, in to je glede, kaj pa sedaj za financiranjem srednjih šol, zato ker se bo seveda tudi financiranje srednjih šol po mnenju službe vlade za zakonodajo sedaj razlikovalo od financiranja osnovnih šol. Ampak tu je ena pomembna razlika. Osnovne šole so obvezne, osnovnošolski obvezni program je predpisan in predpisan je seveda tudi minimum tistega programa. Potem je bila seveda še neka druga pripomba službe vlade za zakonodajo, češ, da bi z uveljavitvijo tega zakona na nek način lahko tudi poslabšali pravni položaj. To pa moram reči, da tu pa mi ne vidimo te zadeve na ta način, zato ker smo to uredili v prehodnih določbah. V prehodnih določbah smo zadevo uredili tako, da bomo za vse tiste, ki so že vpisani v sedanje obstoječe programe, dofinancirali do konca njihovega izobraževanja, tako da bodo lahko normalno pod pogoji, pod katerimi so se vpisali, tudi nadaljevali svoje šole. Je pa pri tem mogoče pomembno izpostaviti še nekaj. Pravica do financiranja ni pridobljena pravica, zato ker če bi bilo tako, potem bi seveda, zdaj bom rekel zelo po domače, državni proračun lahko eksplodiral, pa ne zdaj zaradi šolstva, ampak zaradi vseh drugih stvari, če bi res bilo temu tako, da je pravica do financiranja dana enkrat in zavedno in je to edini način njenega modusa vivendija in modus operandija. Mogoče glede ZOFVI-ja še ena stvar. Jaz vem, da je to v družbi na nek način pomembno vprašanje. Meni se zdi izjemno pomembno, da vsakem, ampak res vsakem učencu, ne glede na to, ali hodi v javno šolo ali hodi v zasebno šolo, financiramo tisti del, ki ga od njega tudi zahtevamo. To pa je obvezni del izobrazbe. To je zelo pomembno, ker to včasih izpuščamo in o tem pogosto tudi ne govorimo. Tako da,
če dovolite, bi zdaj pa prešel na še dva druga zakona. Zdaj, ta dva druga zakona, ker sta oba srednješolska, jih bom poskušal razložiti analogno. Eden je, kot rečeno, za gimnazijo in drugi je za srednje poklicno izobraževanje. Kar smo uvedli, je tisto, na kar smo opozarjali, oziroma kar predlagamo parlamentu, je tisto, kar nas sedaj tudi mediji na nek način, ampak saj to tudi sami vidimo. Namreč ta opcija, ki je prišla z GDPR-jem, če grdo rečemo, in to je opravičevanje odsotnosti dijakov od pouka. Nelogično je, da se dijaki, pa čeprav polnoletni, sami opravičujejo za svoje izostanke. To namreč povečuje absentizem, povečuje seveda tudi neke vrste, pa ne bom rekel, ali pa neke vrste nered, če hočete, v šoli. Zato novelo teh dveh zakonov to možnost sedaj zapira. Tako kot povsod drugod, v vsaki službi, kjerkoli drugje, sami svoje odsotnosti ne morete ali ne moremo opravičevati. In mislim, da je prav, da to velja tudi za polnoletne dijake. Kot druga stvar, ki jo uvajamo, je tako imenovano vzgojno delovanje šole. Sedaj je namreč veljalo, da se dijaka lahko odstrani od pouka samo, kadar je bilo ogroženo življenje ali kadar je šlo za te večje disrupcije. Poslej bo mogoče dijaka odstraniti od pouka takrat, kadar bo motil ostale. Kajti tudi ostali dijaki imajo pravico do kakovostnega in dobrega pouka. In zaradi tega dajemo učiteljem to možnost, dajemo ravnateljem to možnost, da lahko v tem smislu to zadevo tudi uporabijo. Torej, kadar gre za bistveno oviranje pouka. In drugič, tisto, kar so nam srednje šole v veliki meri sugerirale, pa se nam je tudi zdelo prav, in to pa je stopnjevanje vzgojnih ukrepov. Doslej namreč, oziroma v neki spremembi zakonodaje, je to stopnjevanje vzgojnih ukrepov umanjkalo. Preprosto ste lahko dobili 6., 7., ne vem kateri ukor in še vedno vas niso mogli izključiti šole. Zdaj uvajamo to novost, da po 5. ukoru na tej isti šoli ne boste mogli nadaljevati izobraževati. Sedaj pa še ena posebnost za gimnazije. Tule bi pa radi dali možnost tistim najbolj nadarjenim. Najbolj nadarjenim predvsem z umetniškega področja. Torej baletnikom, balerinam, glasbenikom in glasbenicam. Namreč neredko se zgodi, da v njihovi umetniškem izobraževanju tisti najbolj nadarjeni hitreje napredujejo, mnogo hitreje napredujejo, kot pa v svojem splošnem izobraževanju. In doslej je veljalo, da mora splošno izobraževanje in pa umetniško izobraževanje biti na istem nivoju. Sedaj pa tistim najbolj nadarjenim dajemo možnost, da na umetniškem nivoju lahko napredujejo že v srednjo šolo, napredujejo v umetniške programe na srednješolski ravni, medtem ko bodo splošno izobraževalno še vedno ostali v osnovni šoli. To je res samo za izjemne primere. Takrat, ko bo komisija temu primerno to tudi odločila, zdelo pa se nam je prav, glede na to, da smo v preteklosti, ponavadi je 1 do 2 taka primera na leto, ampak ni bilo zakonske podlage za to, da to zadevo uredimo. Sedaj za to novelo zakona o gimnazijah to možnost šolam tudi daje. Mogoče še ena stvar, ki jo premalokrat omenjam, ampak v zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja smo dali tudi nek dolg,
ki je ostal od stavkovnega sporazuma s sindikati. Namreč kolektivna pogodba glede preimenovanja vzgojiteljic v vrtcih se je spremenila, zakon pa se še ni spremenil, tako da tudi to je vsebina tega ZOFVI. Tako da jaz bi tule za tale uvodni del končal, zdaj pa seveda za vprašanje. Prejmo vprašanje Dnevnika, jaz imam dva vprašanja glede te osnovnih šol, pa eno glede teh podatkov. Zdaj, verjetno že iz tega, kar ste povedali, izhaja, da ste res podrobno preučili to pogodbo. Mogoče čistko, a vi mislite, da ustavni sodniki, ko so odločali, so se zavedali, da obstaja javno veljavni program, obvezni javno veljavni program. In drugo, verjetno veste, v ustavni odločbi nič ne piše o tem, koliko mora biti financiran razširjeni program, zdaj se zmanjšuje. Kaj je argumentacija tega, da se zmanjšuje? To varčevanje, ali kaj drugega? In pa glede teh podatkov, a se je v tem kratkem času, ki je to veljalo, pokazali kakšne slabe posledice? Zdaj, najprej glede prvega, jaz mislim, da to gre mnogo preko mojih pristojnosti, da bi komentiral ali celo poskušal ugotavljati, kaj so ustavni sodniki mislili. Za nas je mirodajen izrek in je mirodajna celotna odločba, tako da tisto, kar lahko preberemo in seveda v skladu s tem tudi postopamo. Drugič, kar se tiče razširjenega programa, sem vam poskušal povedati, ne, ni problem, ni vprašanje financ. Govorim o tem, kaj zakon o osnovni šoli predvideva za zasebne programe. In zato, da bi zasebni program zasebne osnovne šole bil sprejet na strokovnem svetu, zato, da bi pridobil javno veljavnost, s čimer potem otroci, ki imajo tako spričevalo, lahko nadaljujejo izobraževanje na srednješolskem nivoju in tako naprej, zato ni potrebno opredeliti razširjenega programa. Ker tako pravi zakon o osnovni šoli. Če ga je kdo opredelil v vlogi, ga je pač opredelil na lastno pest, ni tudi prepovedano. Ampak od zasebnikov tega ne zahteva zakon o osnovni šoli, ki pa velja že zelo dolgo. In to je razlog, zakaj je veliko vprašanje glede financiranja razširjenega programa. Kar pa se tiče tistega,